Hello, moje ime je Jan in to je Excel za začetnike. Danes si bomo pogledali pogojno oblikovanje. Izjemno pomembna tematika, če želimo predstaviti večjo količino podatkov. Spodaj v informacijah pa je link do datoteke, s katero bomo delali v Google Drive. Recimo, da imamo seznam z uslužbenci in podatki, koliko so prodali izdelkov in kakšna je bila vrednost njihove prodaje. Ta seznam spremljamo, zato da vidimo, kateri uslužbenci so boljši od drugih. Podatkov imamo zelo veliko in med sabo so si kar zelo podobni, zato se zelo težko znajdemo in težko hitro določimo, kateri uslužbenec je najboljši. In tudi če najdemo najboljšega recimo po vrednosti prodaje in ga potem označimo z rdečo barvo, se ta označba ne bo spremenila, ko bo recimo boljši nekdo drug. Bomo morali iti ročno in spet zamenjati barvo teksta. Zato uporabljamo pogojno oblikovanje, torej oblikovanje celic pod pogoji, ki jih določimo mi. Postavimo se najprej na list osnove, kjer si bomo pogledali osnove. Najprej pride na vrsti pravilo večje od. Označimo si celice od B4 do B14. Označimo torej območje, ki ga želimo, da Excel oblikuje. Nato gremo pod zavihek osnovno in v skupini slogi kliknemo na gumb pogojno oblikovanje. Odpre se nam spustni seznam z večjimi možnostmi. Imamo pravila za označevanje celic, pravila za zgornje, spodnje vrednosti, podatkovne vrstice, barvna merila, nabori ikon, novo pravilo, počisti in pa upravljaj pravila. Najprej bomo šli pod možnost pravila za označevanje celic in bomo izbrali večje od. Odpre se nam pogovorno okno, ki nas vpraša, katere celice naj oblikuje večje kot. Pa želimo, da nam označi celice, ki so večje od 8. Naslednje polje nas sprašuje, kako želimo oblikovati te celice, ki bodo označene. Trenutno imamo izbrano po defaultu svetlo rdeče polnilo, torej to je ozadje celice, s temno rdečim besedilom, to pa je barva besedila. Pa spremenimo na zeleno polnilo in temno zeleno besedilo. Torej zdaj bo v tem območju vse celice, ki so večje od 8, obarval z zeleno. Pa spremenimo celico B10 na recimo 11. Ker uporabljamo pogojno oblikovanje, se bodo v tem območju celice avtomatsko posodobile. Poglejmo si še pravilo manjše od. Spet označimo področje, ki ga želimo oblikovati in spet kliknemo na gumb pogojno oblikovanje, pravila za označevanje celic in kliknemo na manjše od. Spet se nam odpre pogovorno okno, ki nas sprašuje, katere celice naj oblikuje. Naj označi celice, ki so manjše od 3. Načeloma nam manjše vrednosti niso všeč, zato jih obarvamo rdeče, še posebej, ko pride do denarja. Pa v spustnem seznamu za oblikovanje kliknemo na rdeče besedilo. Če zdaj spremenimo celico D6 na recimo 2, se bo tudi to besedilo označilo z rdečo barvo. Pa gremo na naslednje pravilo. Spet označimo območje, kliknemo pogojno oblikovanje, pravila za označevanje celic in si poglejmo pravilo med. To pogovorno okno pa nas sprašuje, med katerima dvema vrednostima naj označi celice. Pa želim, da jih označi tiste celice, ki so med 2 in pa recimo 5. Obarva pa naj jih z rumenim polnilom. Pogojno pa lahko označujemo tudi datume. Označevanje datumov pa je izjemno koristno, če imamo določene roke, ki jih moramo upoštevati. Ti datumi pri vas verjetno ne bodo izgledali enako, zato ker imam za datume nastavljeno funkcijo. Pa spet označimo območje, kliknemo pogojno oblikovanje, pravila in pa datum, ki se pojavlja. Tu pa nas Excel vpraša, kateri datum naj označi. Lahko označi včerajšnji datum, torej pogleda, kateri datum je danes. In v predogledu že vidimo, da je označil 8.6. Danes smo namreč 9. Bolj koristno pa bi mogoče bilo, da nam označi današnji datum, da vemo, recimo, katera naročila moramo izpolniti danes. In kliknemo v redu. Na isto območje pa lahko damo več različnih pogojnih oblikovanj. Če spet označimo območje in kliknemo na pogojno oblikovanje, nastavili pa bomo, da nam jutrišnji dan označi z zeleno barvo. Pa se pomaknemo na naslednje pravilo. Excel nam lahko tudi označi, glede na naše izbrano območje, zgornjih ali pa spodnjih nekaj procentov. Pa gremo pod pogojno oblikovanje, pravila za zgornje in spodnje vrednosti in izberemo zgornjih 10%. V tem pogovornem oknu pa lahko pišemo zgornji rang, ki ga želimo, da nam Excel označi. Pa mu naj da rdečo obrobo.
Poglejmo si še pogojno oblikovanje nad povprečjem. To je super za ugotavljanje nekih anomalij v podatkih, pa želim, da jih oblikuje z svetlo rdečim polnilom. Če zdaj spremenimo celico L12, recimo 100, bo ta vrednost zelo izstopala iz povprečja, zato jo bo Excel označil. Poglejmo si še malo drugačen način vizualizacije podatkov, in sicer podatkovne vrstice. Pa označimo spet podatke, gremo pod pogojno oblikovanje, podatkovne vrstice, pa izberemo recimo tole zeleno. Tako lahko zelo hitro vidimo vrednosti, ki recimo izstopajo, ali 20 recimo, ali pa dajmo na 25. Našemu območju pa lahko dodelimo tudi ikone. Označimo območje, gremo pod pogojno oblikovanje in izberemo nabor ikon. Tukaj imamo več različnih ikon, vse od puščic do semaforjev, zastavic, zvezdic in podobno. Pa dajmo recimo tale semafor. Zeleno je torej obarval zgornje vrednosti, z rdečo pa spodnje. Ta znanja so zelo pomembna pri analiziranju podatkov, ki so zelo težko pregledni. Pa s pogojnim oblikovanjem analiziramo delovni list uspešnost. Želimo vedeti, kateri uslužbenci so prodali po količini največ izdelkov. Označimo torej območje, gremo pod pogojno oblikovanje in bomo označili recimo najboljših 10 uslužbencev. Označili pa jih bomo z zelenim polnilom. Pa mogoče zmanjšamo število uslužbencev na najboljših 5. Poglejmo pa si tudi vrednost prodaje, pa bomo pogojno oblikovali tiste vrednosti, ki so nad povprečjem, pa jih označimo z rumenim polnilom. Oglejmo si nekaj še dodatnih primerov na delovnem listu primeri. Pa označimo prve podatke, ki prikazujejo jakost signala, pa jih bomo pogojno oblikovali z tole ikonico signal. S pogojnim oblikovanjem lahko hitro prikažemo tudi recimo temperature, tokrat pa bomo uporabili barvna merila. In sicer tole ikonico, ki bo zgornje vrednosti prikazala z rdečo, spodnje pa z modro. Tako bodo torej visoke temperature obarvane z rdečo, nizke pa z modro. Oblikujemo lahko tudi ocene, ko lahko hitreje mogoče identificiramo tiste učence, ki so mogoče pod povprečjem. V tem območju pa bomo ponovili pravila za datumsko označevanje. In bomo označili tiste datume, ki prihajajo naslednji teden. Označili pa jih bomo z zelenim polnilom. Če pa želimo določeno pogojno oblikovanje odstraniti, pa označimo območje, kliknemo na pogojno oblikovanje in pa počisti pravila iz izbranih celic. Tako, to je bilo vse za danes, upam, da ste uživali v tem videu. Če ste, dajte videu thumbs up, naslednjič pa bodo na vrsti vrtilne tabele. Zelo pomembna in koristna tematika. Tako da se naročite na kanal, da videa ne zamudite. Lajkate pa lahko tudi mojo Facebook stran Office tečaji.